Dober dan, a to dela? Halo? A se me vidi? Joj, no, pa kako se to naštima? Dober dan. Halo? Profesor, to ne dela? Dela. Super. Dober dan, jaz sem profesor Zmajslovja in se vam javljal iz Ljubljanskega gradu. Tako, zmaji so me poslali, da bi širil njihove resnične zgodbe in njihove dogodivščine. Tako, in veste, kaj vam bom povedal? Marsikateri posameznik še vedno misli, da so zmaji hudobni. To sploh ni res. Ampak zdaj imam eno celo leto čas, da jih prepričam v nasprotno. Ker morate vedeti, da je zmajevo leto. In tukaj se bo dogajalo ogromno. Ampak, da ne bom prehiteval. Najprej me je zanimalo, zakaj so si zmaji sploh izbrali Ljubljanski grad in Ljubljano. Ampak, potem sem pa ugotovil. Zato, ker se tukaj skriva ogromno mestnih simbolov, v bistvu zmajskih simbolov v grbu, recimo v mestnem grbu. Ampak ne samo v mestnem grbu. Tudi zanimivo, na pokrovih kanalizacijskih jaškov. Ni to zanimivo. No, in poleg vsega se tukaj skriva še ogromno zmajskih zgodb. A vi že poznate tisto o vitezu Juriju in o zmaju? Kaj pa o argonautih? No, mogoče boste pa kdaj prišli sem, pa boste vse to slišali. Tako, no super. In, ja, se mi pa že pustolovka maha. Se grem. Zmeraj me priganja ta pustolovka. Želi iti novim dogodivščinam naproti. No, se jaz tudi grem. Ona že telovadi. No, lepo se imejte. Adijo. A ja, da ne pozabim. Odrasle Zmajslovce vabim, da se čez 3 dni, ko bo ura odbila 6 zvečer, pridružijo in v sklopu pravljic za odrasle prisluhnejo zgodbi o sedmoglavi zveri iz Korzike in sporočilu, ki ga zgodba prinaša. In tudi na najmlajše nisem pozabil. 24.1. se mi lahko pridružijo po popotovanju po skrivnostnem svetu zmajev. Tako, vsak od njih bo imel prav posebno nalogo. Tako, lepo se imejte. In kot pravijo zmaji, pruzak sul, nasvidenje.